akcija več. Akcija. Ne vem, to je tako, ko bi ena beseda, tako čarobna, da... Ruka me zdaj Ne, tako, če boš držala, ne bo noč. Ja, zdaj je ruka. Jaz moram gledati, Jan, tle vzadej. A ti ni jasno pismo? A zdaj teče? Ja, skoži. Ok. Tako, gremo na road trip. Mi smo namreč familija, ki ne more biti primer, tako da naši dopusti so najlepši, če se premikamo z točke A do B. Ker je pa leta situacija v Evropi takšna, kakršna je, pa je ogromen držav rdečih, smo zbrali najbolj zeleno državo na seznamu. Gremo v Nemčijo in sicer gremo road tripat po Bavarskem, tako da bo precej luštan. Malo bomo piva imeli, pa bratwursta, pa Sauerkraut. Ne, kako se reče? Ti se hvališ, da znaš nemško. Ok, kakorkoli. Torej pivo, klobase, kislo zelje, domača muska, golaž, Bavarska v vsej svoji lepoti. Namreč mi se vsake dolgo časa vračamo v to Nemčijo tudi zato, ker je zelo čarobna, nismo bili pa še nikoli polet. Tako da je to, kar gremo polet. Pa z mulcem tudi še nismo bila, ne? Tako da te malo še sploh ni bil v Nemčiji, razen na letališču. Res pa ni Nemčija. Vse, če sem lahko bil. Ja, dobro, Embryo to našteje. Tako da to je to. Ful je po stran kamera, drugače. Evo, vinetkica za Avstrijo je pa tako, da v Nemčiji je še vedno cestnina brezplačna za osebna vozila oziroma do skupne mase 7 ton in pol, tako da naš avto brez težav. Evo, München, predznak današnjega dneva je torej München z otrokom. Kaj to pomeni? To pomeni, da bomo potovali tako kot Münchenčani, z U-Bahnom, z javnim prevozom, zato ker valjda to je otroku ful zabaven. Pa ne bomo gledali teh zgodovinskih stvari, ampak gremo bolj te take fan zadeve pogledati. Torej gremo v Benveveld, pa Olimpija park, pa še bomo pol videli. Tako da ja, pejte z nami. Odločili smo se kar za skupinsko karto, od 2 do 5 oseb, 15 €, celodnevna karta. Za celo to sredino Münchna zberete pa področje M. Tako da, če bo kdo rabil kak nasvet, kako pa kaj, pol je to. Je pa Janja tista vodička danes, jaz sem pa v bistvu slepi potnik s kamero. Tako da, to je to. Ja, ne ve točno, kje moraš iti dol. Pač, jaz tudi ne, ker se ukvarjam z vami. Takole, ful praktično, mi vedno Google uporabljamo, Google ima pa fajn zvezan tudi javen promet, tako da se ne zgubiš. Pa dela, vedno, pove, kdaj pride vlak, kje je treba dol stopiti, tako da ja, uporabljite Google. Olimpijski park, Olimpija centrum, del Münchna, ki je nastal leta 1972 ob letnih olimpijskih igrah. Tam na ozadju je po moje olimpijska vas, tam pa olimpijski park, kjer je tudi kar nekaj športov, vključno z bazeni in tako naprej. Je pa v tem delu mesta tudi Benveveld, tako da valjda
ker je BMW srce bavarske industrije, ne bom rekel motor, ampak siguren srce, gremo tole pogledati. Pa se malo za nas, ki imamo zelo radi lepe avtomobile, tako da malo dušo napast. Nebesa za vse ljubitelje blagovne znamke BMW, pa tudi za tiste, ki niste ravno ljubitelji blagovne znamke BMW-ja pa avtomobilov na splošno, ampak ko boste prišli sem v dom BMW-ja, Minija pa Rolls-Roycea, boste definitivno zadovoljni, da ste se enkrat odločili priti sem. Zame ni prvič, jaz sem bil že dvakrat v BMW Weltu. Najbolj zanimiv del BMW Welta pravzaprav niso ti razstavljeni avtomobili, ampak je to, ker tam na gor, na tistih balkonih, lahko gledaš, kako ljudje prevzemajo svoje nove BMW-je. No? Tako da jaz grem tisti pogled. Upam, da bom imel to srečo, da lahko to za vas posnamem danes. Evo, našega Liama so najbolj navdušili motorji. Je pa tako, ne, da mene pa najbolj navdušuje ta nakupen proces avtomobila, ki se dogaja tukaj v zadnji. In če bi si jaz naročil novega BMW-ja, pa tudi v Sloveniji, bi zahteval, da ga takole mi prodajo prav v BMW Weltu, ker ja, prodajajo avtomobila v BMW Weltu je nekaj zelo posebenega. Namreč škole tam ti ga zavrtijo, pokažejo, opremijo in potem ga ti popelješ iz srca Bavarske nazaj domov v Slovenijo. Tako da, če bi jaz mogel izbirati način predaje svojega novega BMW-ja, bi si ga sigurno zaželel, da mi ga prodaja takole v BMW Weltu. Tako da, mogoče ideja, če je kdo kupec. Gospod pa gospa sta se kupila modrega M4, ne, tako da, ja, kriza srednjih let. Happy kid, kaj si pa dobil? Avto. Bravo. No, imaš pa tukaj tudi kakšno tako trakcijo, recimo to je en filmski avto, ki se tukaj zbit do konca. Tukaj se bomo slikali, ne? Ker Jan bliže Scarlett Johansson nav nikoli več. No, Jan, evo, bliže in ne boš nikoli več, kot s tem avtom. Sploh ni bila Scarlett. A ni. Evo. Smo se pa kar zadržali, ne. Tako, ene 2 urce, tako na izico zapraviš tukaj noter, tako da ja. Ti si navdušena? Nad BMW-jem? Ja. Navdušena sem nad customer serviceom za avto, ne vem, ker ga ne vozim, ga nimam, ki ga še nisi kupil. Ko si to naročiš, pa pol prideš iskat in ko ti opazuješ od zgoraj po teh stopnicah svoj kupljen avto, ki ti ga zavrtijo spodaj na rondoju, ne, preden ga prevzameš. To je tisto, ne. Kaj da ti nekdo Louis Vuitton torbico da. Tako bi bila sposobna vlogerka ti? Je seveda, z tega, ker sem natrenirana, da moji možgani delajo v sozvočju z usti. Pa to ni. Hvala. A gremo zdaj. A gremo zdaj gor na tiste stol? Ja, no dajmo probati, ker ne vemo, če čisto lahko. Ker namreč zaradi teh ukrepov je ful enih omejitev, že recimo na Allianz Areno je težji priti, kot v ne-covidnih časih, tako da se moraš prvo napovedati. Tako da je par teh stvari, ki smo jih mislili, jih je treba prej razmišljati, ne pa spontano se jih spomniti zdaj, tako da zadeve rezerviraš, pa prideš z rezervacijo. Kar ni v našem stilu. To pa itak ni v našem stilu. Mi smo zelo spontani, preveč spontani. Spontani. Glede na vreme, glede na otroško počutje. Predvsem glede na otroško počutje. Ker mi ne gremo v bistvu road tripat, ampak peljemo otroka road tripat. Gremo.
Se mi pa zdi, da sem kar nekako dolžen par stvari v Münchnu povedati. In sicer gre za tretje največje nemško mesto, pa je tretje mesto po standardu na svetu. Približno 1,5 milijona prebivalcev načeloma tukaj prebiva. Naj bi bilo pa v tem ožjem kotlu tukaj okoli Münchna kar 3 milijone. Še en pomemben podatek, 37% vseh prebivalcev Münchna ni avtohtonih. To pomeni, da so sem preseljeni, zato je en tak kulturološki lonc, dajmo temu reči. Melting pot različnih kultur in zato ima tak poseben flair. München res tako ni tipično nemško mesto, ampak je res multikulti, no? Dajmo temu tako reči. In to se na vsakem koraku pozna, tudi v kulinariki, vse zdaj, tukaj boste dobili perzijsko hrano, vse kuhnje tega sveta so tukaj doma, tako da to je recimo zanimivo, ne? Zato mi nismo še prišli do tipične nemške kuhnje. Tako no, mi smo spet eno bližnjico vzeli, tako da gremo na tale stolp, tudi zato, da si pogledamo cel park, ne da bi nam ga bilo treba prehoditi. A ne, Janči? To, če imaš otroka, moraš biti praktičen, ne? Ko gremo gor, zato da bomo ptičjo perspektivo nad celim svetom. Ja. Pa da malo skrajšamo ta olimpijski park, ne? A je tako, Liam? Kaj bi pol še delo? No, celoten ta olimpijski stolp je visok 291 metrov, za liftom se prije pa nekje tam na 190, tako da ni tako visok. Je pa 23 evrov družinska vstopnica, tako da se mi zdi za en experience, zato da malo pogledaš ta München, kar primerna reč. Evo, smo gor na stolpu, do 185 metrov nas je lift potegnil, zdaj bomo šli pa še na razgledno ploščad gor. Je pa zanimivo, ker imaš takole v bistvu označen, kaj se vidi v daljavi, tako da je zanimivo. Smo na 192 metrih pod mano po Olimpijski park, pošlihtan takole germansko, pa München v ozadju, tako da je zanimivo videti, kako lahko te zadeve izpadejo.